Zdaj pa še za konec, imamo pa še segment hitrih vprašanj. Imam še par hitrih vprašanj, možno, da sva že na kakšnega odgovorila, no? Ampak recimo tako, malo za šalo, malo za res, ne? Če bili danes minister za delo, kaj bi naredili kot prvo, kar se tiče pokojninskega sistema? V bistvu bi nadaljeval to, kar zdajšnji minister dela, da poskuša prepričati ljudi, da sprejmimo to, kar imamo, ker ni potrebe, da bi delali velike reforme, samo tole pa res naredimo, ker če ne bo zadeva, tukaj se moram ponavljati, čeprav se z marsikim lahko ne strinjam, ampak ja, naredimo tole in to, če to ovržemo, bomo proti temu, če bo na referendum padla, bo zadeva samo slabša. Zaradi vseh razlogov, kar sem jih prej govoril. Tako da bi, ne vidim, vsaj v tem na pokojninskem sistemu nič druga, kot da danes to potrdimo, čez 5 let, 10 let bomo pa tako ali tako zadeve zopet spreminjali pa malo popravljali. Okay. Kako bo razvoj umetne inteligence vplival na naše pokojnine? Ja, umetni inteligenci seveda je verjetno, ja, to perspektiva razvoja in tukaj smo zopet na tistem, kar sem govoril, ne, v Evropi tukaj močno zaostajamo na prehtevanju. Da smo sicer sprejeli edini strategijo umetne inteligence, ampak drug so jo pa naredili in jo tudi znajo uporabljati. In zdaj na pokojninski sistem ne bo vplival, na ekonomijo kot celoto, pa verjetno, če ne bomo tega znali pravilno v zadostni meri uporabljati. Ali pričakujete uvedbo univerzalnega dohodka? Ne. Ne, mislim, da je to tako velik poseg, da mislim, da z obstoječo socialno državo, če jo bomo uspeli v tej smeri držati, pravzaprav že v veliki meri zadostimo tega. Mogoče sam, apropo, čeprav ne je bilo to kratka vprašanje, ampak če dovolite sam, dve zadeve sem en mesec nazaj ali pa malo več pisal en članek o univerzalnem otroškem dodatku, ki je zanimiv, spet ankej, čist številčno, kar se ga zopet nihče ne zaveda. Če ga samo na kratko povem. Dejstvo je, da vemo, da imamo otroški dodatek, ki ga dobivajo ljudje, manjše imajo dohodke, več dobivajo otroškega dodatka, popolnoma logično in je pravzaprav z večanjem dohodkov otroški dodatek pada. Potem imamo pa v državi tudi sistem olajšav za otroke. To pa pomeni, da ti pri plači pač rečeš, da imaš 2 otroka in imaš neko olajšavo in plačaš manj dohodnine. Nihče pa ne pomisli, da ta sistem olajšav deluje obratno sorazmerno. To se pravi, nekdo, ki ima nizko plačo in ne plača nič dohodnine, tudi nima nobene olajšave, ker ne more plačati manj dohodnine, če jo že zdaj nič ne plača. Nekdo, ki ima pa 10.000 evrov plače, pa dobi na leto, na mesec za 2 otroka 200 evrov. Olajšav, toliko višjo neto plačo, samo kjer ne piše, samo plača je toliko višja, nič ne piše, tvoja plača bila 5.000 neto, ker imaš pa 2 otroka, imaš pa 5.200. Ne, on dobi pač 5.200 in on niti ne ve, da je dobil 200 evrov. Pa kaj hočem reči? To se pravi, imamo otroške dodatke, ki s plačam padajo in imamo olajšave, ki se izražajo v večjih prejemkih neto z večanjem plače. In ko se šteješ oba učinka, prvi se vidi, drugi ne, ugotoviš, da v Sloveniji dajemo vsakemu otroku približno 100 evrov na mesec, to država mu daje iz pač davkov, ki jih zbere, ne glede na to, imajo starši visoke plače ali nizke plače. Ni važno, 100 evrov. Ampak zato imamo proceduro otroških dodatkov, pa vloge, pa odobravanje, pa imamo olajšave, pa vse procedure. In jaz sem tam napisal, pa zakaj hudika? Nareče po država, ukinimo otroške dodatke, ukinimo olajšave, vsakemu otroku nagazimo 100 evrov na račun, na mesec. Vsak mesec. In poenostavimo zadeve, res poenostavimo, ukinemo vse zadeve, ljudje bili lih toliko dobili, država bila lih toliko plačala, pa izognili bi se delu. Ampak obenimo Boga nam pride na misel, da bi to naredil. No, to je mogoče, jaz sem napisal več kot napisati, pač ne morem, ne. Ampak je res, a se strinjate, da je verjetno res zelo enostavna rešitev. Ampak se ne bo obenilo to, ker je to mogoče preveč drastično, preveč, ali pa da zato, ko se je en drug spomnil, ali ne vem, zakaj zdaj, ko bojo predvolilni nastopi, ne bi neka stranka rekla, mi bo pa to naredili, ker je pa to res najbolj logično. Optimizacija.
Ja, to je izjemno, koliko pa šparamo dela. Okay. Mava še, kaj bi moral vsak poslušalec razumeti o pokojninah, pa mu tega še nihče ni povedal? To, kar sem govoril, da je sistem vzdržen. Da je sistem vzdržen in če bomo lepo plačevali če bomo lepo dvigovali vsake toliko časa upokojitveno starost, kar je popolnoma normalno glede na podaljšano življenjsko dobo in tudi sposobnosti ljudi, ki so danes pač pri 70-ih drugačni, kot so bili pred 30 leti ali pa 50, potem bomo dobivali res tistih 20 let pred smrtjo, ki jih bomo preživeli v povprečju v penziji, normalno penzijo. Kolikor toliko normalno, kolikor bo pač splošna ekonomija dopuščala. Okay. Kako pa vidite svojo vlogo v teh spremembah, ki so potrebne? Ja, mislim, da smo kot stvari predstavljam, ko o njih pišem, ko jih poskušam maksimalno argumentirati s podatki, ne z nekimi floskulami, da smo v bistvu naredim največ, kar lahko. Druge vloge pa nima.